Ob številnih opozorilih, da je mikroplastika v velikih količinah že onesnažila oceane, le redko kdo pomisli, da je ta okoljska težava dosegla tudi naše reke in jezera. A dijaka ljutomerske gimnazije Domen Bogdan in Tamara Kolerič sta s prvo tovrstno raziskavo pri nas potrdila prav to. Delce plastike sta tako našla v ribah, ki plavajo v reki Muri. No, jaz sem prvič zasledil mikroplastiko v nekih revijah. Seveda se nisem zavedal, kakšni problem je to, pa kakšne posledice ima to lahko na organizme. Na to pa sem slišal nekega gospoda reči, ko več ne, da jedel rib iz morja, saj so preveč onesnažene in bo raje jedel samo tiste ulovljene v sladkovodnih vodah. No, to me je zelo presenetilo in sem se vprašal, ali so res te ribe bolj čiste oziroma bolj zdrave. No, na to pa smo s Tamaro prišla na idejo, da bi ugotavljala količino mikroplastike v Muri, v ribah iz Mure. Gre za prvo takšno meritev mikroplastike v sladkovodnih ribah pri nas in izsledki so presenetili tudi profesorico biologije na Ljutomerski gimnaziji, ki je oba dijaka usmerjala pri raziskavi. Vsako leto pri biologiji izdelamo kakšno raziskovalno nalogo, marsikdaj tudi več, in naša nekako osnovni cilj, težnja je ta, da gremo v aplikativne smeri, da je pozneje zadeva potem tudi lahko uporabna, in predvsem ciljamo tudi na take raziskave, ki še na tem področju niso bile narejene. In področje mikroplastike se nam zdi taka res izrazito aktualna zadeva. Na sladkovodnih ribah res v Sloveniji še ni bila narejena in že na področju cele Evrope je zelo, zelo malo strokovnih člankov, kjer so bile narejene kakšne raziskave. Slišali pa smo tudi, kako je potekalo samo raziskovanje za nalogo. Po ulovu sva riba takoj stehtala, izmerila njihovo dolžino, potem sva jim odstranila drobovje in to drobovje dala v 10% raztopino kalijevega hidroksida in inkubirala 3 dni. No, potem pa sva to razgrajeno količino kozarca dala na petrijevke in potem vse te vzorce podrobno pregledala pod mikroskopom in potem te delce mikroplastike sva dala v drugo petrijevko in potem smo te bolj pomembne delce, to so bili fragmenti, smo na Inštitutu za vode Republike Slovenije naredili kemično analizo in smo potem dobili bolj podrobne podatke. Najprej smo zadevo preštudirali, kaj je bilo odkritega že, na to sta se povezala z ribiško družino, z različnimi ribiškimi družinami, kjer sta prišla do teh vzorcev rib. Odločili smo se, da delamo na rdečeoke, ki je nekako najbolj dostopna. Vse jede, tudi to je recimo pomembni podatek. Na to pa sta na podlagi ribičev, ki so jim nekako priskrbeli vzorce, dobila te ribe, ki sta jih na to konzervirala, potem pozneje obdelala z kalijevim hidroksidom, na to pa na podlagi drobovja, kjer sta prišla do te mikroplastike, vse skupaj analizirala pod stereo mikroskopom in seveda posamečni vzorec recimo analizirala pogosto kakšno uro, na 50 vzorcih je bilo to ogromno vloženega časa, pozneje pa sta seveda zadevo potem še statistično obdelala in pa še z infrardečim raziskava naprej na Inštitutu za vode proučevala. Pri tem so dijakoma pomagali tudi ribiči iz ribiške družine Ljutomer. Mi se sicer s tem kaj dosti nismo ukvarjali, bolj nas je tu do zdaj motilo intenzivno kmetijstvo, ki se odvija v teh krajih, se kar dosti steka notre. Ja pa sigurno, da je tudi mikroplastika prisotna, ogromno je te stvari še odvrženo ob ovalah, posebej ob reki Muri, ki je dejansko ne moremo čistiti. Medtem ko recimo jezero Gajšovci čistimo, ampak tudi tam je problem, ker cela Čavniška dolina se steka v reko Čavnico in Čavnica pa potem preteče v Gajšovce. Tako da nas to niti ni presenetilo. Tudi v ribiški družini Ljutomer so bili presenečeni nad količino mikroplastike najdene v ribah. Ja, seveda ne, vse to se ne opazi. Pravim, to nas dejansko je presenetilo, da je toliko tega prisotnega. In to je res eno zelo dobra ugotovitev, ki so jo sedaj naredili dijaki gimnazije. Rdečo, ko mi štejemo po te ribi dobiš pa tudi hrana raznim roparjem, kot so ščuka, smuč, som, tako da bi lahko bilo to povezano. Bilo pa bi mogoče zanimivo videti tudi pri drugih ribah, kako je s tem, če bi še kakšna raziskava naredila. Izsledki raziskave so zelo zaskrbljujoči. 239 delcev sva našla, od tega 230 vlaken in 9 fragmentov. To je
ogromna količina mikroplastike. Posebej zato, ker te ribe niso nekaj fejs velike, nekaj 100 gramske, torej je koncentracija mikroplastike bila res zastrašujoča. Presenetili so tudi njuno profesorico. Ko sem torej pod starim mikroskopom videla njune vzorce, ki sta jih analizirala, sem bila tudi sama presenečena. Nisem pričakovala, da torej že celo na našem področju je tega pravzaprav toliko teh mikrodelcev v živih organizmih in potem samo na podlagi tega lahko sklepaš naprej, se pravi, višji prehranjevalni člen je, po vsej verjetnosti je tega potem toliko še več potem pri višjih členih v prehranjevalni verigi. Sedaj na Inštitutu za vode Republike Slovenije nastaja še mednarodni znanstveni članek. Presenetilo je to, da še ni bilo narejena nobena raziskava v Sloveniji glede sladkovodnih rib pa mikroplastike in zato smo se z najino mentorico, gospo Manco Kovač-Viršek, odločili, da bomo na Inštitutu za vode Republike Slovenije naredili še znanstveni članek, torej mednarodni članek, da bo objavljen v znanstvenih revijah in zdaj ga že kakšna 2 tedna pišemo in ja, pričakujemo, da bo kar dober in da bodo se ljudje zavedali, kako velik problem je to tudi pri nas, pa tudi v sladkovodnih ribah, ne, ker ni bilo še do zdaj zadosti raziskav. To je vsekakor v Sloveniji pilotski projekt, se pravi ena izmed prvih, toliko bolj seveda tudi na našem področju in take raziskave, ki so pa potem prve in torej tako redke, imajo pa seveda definitivno potem še tolikšno večjo vrednost. No, nekako je potem to na koncu potem tudi pokazalo to, da smo nalogo prijavili na tekmovanje naprej, na Zotko in na državni ravni sta potem prejela seveda prvo priznanje, zlato priznanje in tudi prvo mesto, kjer sta celo osvojila čisto vse možne točke, ki so bile dosegljive. Delali smo torej z Inštitutom za vode, kjer smo imeli še somentorico, doktorico Manco Kovač-Viršek, ki nam je potem pomagala tudi po tej plati, da smo nekako se usmerili tudi v te vode in ker glede na to, da je to torej nekako tako res prvi pilotski primer, prve raziskave, se nam je toliko bolj zdelo pomembno, da to objavimo tudi v znanstvenih revijah. Oba bodoča maturanta pa priznavata, da na ribe na krožniku odslej gledata nekoliko drugače. Pojema jih že, ampak vseeno se malo bolj zamislimo, saj smo med drugim tudi med seciranjem rib odkrila razne trakulje, pa tudi ta količina mikroplastike te odvrne od teh rib. Do začetka leta 2020 je bilo v Evropi narejenih le 5 študij ugotavljanja količine mikroplastike v sladkovodnih ribah, kar kaže na neozaveščenost o problematiki mikroplastike. Dijaka želita o tem problemu ozavestiti čim več ljudi, s čimer bi prispevali k reševanju problema, ki ga mikroplastika ustvarja za naše okolje.